Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Dober dan. Dlje časa leta so minila, ko sem si zaželela, da bi bil gost tudi pred našim radijskim mikrofonom, pa nama je uspelo in sva se uskladila v teh pomladnih dneh. Z nami je Boštjan Gorenc. Pozdravljeni, Boštjan. Lep pozdrav. Saj ne vem, če je dovoljeno, če je to tudi javno, da vas predstavljamo, Boštjan, po psevdonimu? Ja, seveda, glede na to, da je zapisano v Kobisu, pa da tudi z njim beležijo izposojo mojih knjig, vsekakor. Skratka, pižama je z nami, res najlepša hvala. Pa morda res kar začneva. Se poistovetite, Boštjan, tudi s tem vzdevkom? Ja, zdaj tako, mogoče, če sam pomensko gledamo, sem človek, ki zelo rad zaspi. Čeprav sem se kar imel različna obdobja od tega, da sem cele noči delal, ker sem lažji, ker sem imel mir, ne. Do tega, da zdaj, odkar imam otroka, je pač treba zjutraj vstajati, ne, in mu pomagati, da se zrihta za šolo, tako da je to spalno obdobje zelo bolj regulirano, ne. Predvsem je ta vzdevek itak izhaja iz osnovne šole, ker sem bil tam malo nesocializiran mulc, ker so ga imeli razredni težaki, pa šolski težaki zelo radi, ki so dobili največ dretje za svoj denar, in ker sem me dvakrat v eni trenirki v šolo prišel, sem spomnil, da to pižama, ne, in pa par let tega nisem maral, pa sem rekel, Boštjanu je veliko pižama, mislil sem, da se bom tega rahlo rešil na prehodu v srednjo šolo, pa seveda je to prišlo tudi za mano, pa takrat, ko sem začel repati, je bilo, imam že vzdevek, ni treba se izmišljati. Zdaj pa sploh super, ker hodim po šolah veliko za bralne spodbude mladim bralkam in bralcem in tako, če bi rečem, jutri vas bo obiskal pisatelj Boštjan Gorenc, ne, se sliši zelo tako, moj bog, ne, prišel 200 let star, pa bo govoril, kako je mamo te pasu, ko je bil otrok, ne, jutri pride pižama, pa že ko ima bolj zastrižejo in je že ena prepreka tega, kako navezati en dober pristen stik z mladino mimo, ne, ni treba čez nos skakati. Lahko kar ostaneva v tej povezavi z mladino. Kakšna je danes mladina, glede na to, da se srečujete na dnevni ravni? Ja, jaz mislim zdaj, kar se tiče, pač jaz se predvsem ukvarjam z branjem, ne, z bralno kulturo, pa to se mi zdi pač, ko gledam, kakšni so odstotki mladih, ki sodelujejo v bralni znački, približno tako, kot je bilo pri nas, no, se mi zdi, sploh ne, pač v nižjih razredih seveda vsi berajo, potem pa ne na tej točki, ki se zgodi med prelomom, med slikanicami pa pol daljšimi knjigami, ne, takrat se zgodi en usip, ampak jih se mi zdi, da je tudi kršeno, seveda spet odvisno od različnih okolj, pa koliko je neke spodbude, ampak procentualno, no, smo tam, seveda je pa pač problem, beremo danes vsi velik, ne, samo pač beremo stvari zaslonov, kar ni ravno dobro za našo koncentracijo, ne. Tukaj bi rekel mogoče, da se pozna ravno to, da se je treba skozi kar nekako boriti za pozornost, ne, tudi kadar ni zaslonov zraven, zelo hitro lahko kamotavajo, ampak če jih prepričaš, ti sledijo, ne, te poslušajo. Mislim, da najtežje je bilo takoj po koroni, sem pogledal takrat leto, 2, pol je šlo to mimo, ampak takrat sem imel potem recimo generacije prvih, drugih, tretjih razredov, ki nikoli niso bili na kulturni prireditvi, ker pač niso mogli biti, ne, in je bilo to njim nekaj čist novega, a ne, kar zdaj, zdaj moramo tukaj pri miru sedeti, pa zdaj moramo poslušati, dejansko, ne, je bilo mejhan, ampak se je zdaj to nadoknadilo. Takrat je bilo pa mogoče res kratko malo zanimivo, pa niti ne, da bi rekel, ali motili, ali se oglašali z neke nagajivosti, ampak pač preprosto, ker so bili v nekem povsem neznanem položaju, ne. In se pa mi zdi, no, sploh, ko gledam pa tudi malo starejše, se mi zdi, da ta mladina danes premore, vsaj, tako bi rekel, splošno gledano, seveda se zdi, ampak da premore več empatije, kakor smo jo mi. Pomislijo malo tudi, kako bodo stvari, ki jih počnejo, vplivali ali na druge, ali narava. Kolega je imel super anekdoto o tem, kako je prav grem po mulca na srednješolski žur in ga pelem dam in se ob 2 zjutraj, ki jih vozim, pogovarjajo, a je v redu mleka, je mogoče bolj etično rastlinska mleka uporabljati, pa ta, ne, pač dejansko nekaj tako debate, ki so bile, se mi zdi, da se predvsem, no, mladina se veliko bolj, pač zato, ker tudi odraščajo s tem,
zaveda nekaj pomena okolja, pomena našega odnosa do tega, da skušamo ohranjati okolje in mu pomagati. In seveda pol tudi zraven druge stvari pridejo. So posledice, ki jih ne moremo zanemariti, ker so že del tudi njihovega sveta. Ja, seveda, to je neizogibno. Ne? Zdaj pravzaprav bolj gasimo požare kot karkoli drugega in fino je, da je videti. Recimo tudi, ne, se mi zdi ravno to, ko sem empatijo razlagal, videl, ker so kdaj tako, ja, pač pa ne moreš tega reči. Imajo to, ne, pač, da je bod prijazen misel. Seveda, jasno, ne. Se najdejo potem mandeljci, ampak procentualno, tako kot posoda. Pa se pravi, zato se mi zdi splošno, da pa vzgajamo neko malo bolj empatično generacijo. Sva takoj vstopila v ta svet mladih, ker veliko delate zanje, zelo različen spekter mladosti, od otroških let do najstnikov in tistih, ki želijo v svet po svoje in na svoj način. Boštjan Gorenc, mislim, da vas niti ni treba posebej predstavljati, no, ampak ker se spodobi in ker je vljudno, pisatelj, igralec, prevajalec, tudi podcast svoj vodite, tudi v svetu glasbe kot reper, potem stand-up komik. Skratka, toliko je teh ustvarjalnosti, tule imam zelo nagosto zbrano vaše delo na 2 A4 formatih, je še kaj spuščenega. Ja, odkot ta ustvarjalnost? In to že od osnovnošolskih let naprej se to izraža. In od takrat je ta plas ustvarjalnosti skozi igro, skozi nastope, skozi pisanje ogromno in se ne izpoje, hvala Bogu. Ja, hvala. Vse, kar počnem, je nekako se prepleta, pač vse je povezano z jezikom. Ne? Jaz sem zelo jasno jezikovni ustvarjalec. Ne? Pač besede so tle, kjer sem močen, kjer imam zelo bogato podlago, iz katere lahko potem črpam. Ne? Nisem pač tudi vizualen, nisem ravno, ne? Imam mogoče to, kdaj sreča, ko se s kolegi pogovarjamo, pa se jaz ne znam določenih stvari pač narisati preveč plastično, tako da lahko kaj več gre mimo. Ampak ja, ali je to zdaj pisanje, prevajanje, se mi zdi, da glavnina vsega je neka ljubezen do zgodb, ki sem jo dobil že v mladih letih skozi zgodbe, ki mi jih je brala pa pripovedovala babica, pol naprej, zdi se mi, ko se nazaj spominjam teh mladih let, ki je tako bolj fragmentalno, se spomniš, da sem je malo fržmagal, ker ni imela skozi cajta, da bi mi ona brala, ne, in se pol tudi malo iz trme kar naučil brati zelo malo, ne, zato da sem jaz, tako ona ni imela cajta, da sem jaz lahko imel tam knjige in se je nadaljeval, pa zelo dolg čas je bilo pravzaprav bolj poustvarjanje, se pravi, v šoli je bilo to, da smo, ne vem, pa razne recitacije, pa smo malo pisali, ampak pa v gimnaziji, no, se je pa začel zelo tako od tega, da sem po naključju prstal v gledališki predstavi, me je pa to toliko potegnil, da smo naslednje let še z 2 kolegoma svojo avtorsko predstavo naredili, pograbili par ljudi še s hodnikov pa razredov, za katere smo vedeli, da se jim da dogajati, da se jim da take stvari ušpičati. In smo delali istočasno, takrat začel repati, pa naprej teater od impra navadenega. In sem mislim, da se je naredil pol cel krog, se pravi takrat, ko sem začenal igrati v predstavah, pa sem tako pogledal, da mogoče neko resno igro raje prepuščam drugim, ki imajo bolj izdelan ta igralski aparat. Jaz ga imam toliko pač, da ljudi nasmejim, da pa kakšno resno dramsko stvar se šel, pa raje prepuščam bolje usposobljenim. Do tega, da pravzaprav sem pa zdaj jaz tisti, ki piše besedila predstav, ki jih drugi igrajo. Ne? Tako se mi zdi tak cel krog. Ravno zdaj, danes, ko se pogovarjava, ne vem, kdaj gre to potem, bo objavljeno verjetno kakšen dan pozneje, se odpravljamo v Novo Gorico na vajo, kjer Matjaž Pograjc režira moje besedilo Kekec proti kekcu. To je tudi taka stvar, ki mi zelo me razveselila, ker so me povabili, ponovadi sicer tako zmeri, ker dobim kakšno vabilo, ja bi to počel. Je najprej, zdaj pol leta nimam nič, ne, lahko pol časa, lahko pol gremo v to. In meni Marko Bratuš, ki takrat še delal v Novi Gorici, prosil, da bi naredil eno predstavo tam za drugo triado, mogoče tudi malo starejše, nekaj na temo kekca, in pa sem se začel spraševati, koliko zdaj sploh mularija še pozna te zgodbe, a ne, pač, lik kekca, bedanca, pehte, to poznajo, ampak zdaj imajo malo več filmov, kot mi smo bili mulci, ki smo imeli Kekca, pa Poletje v školjki, pa Nejoči Peter in pa je bilo konc. Ne? In si znal te filme na pamet. Zdaj imajo
tega toliko in tudi pač pelje jih šolo v Kekčevo deželo, potem pa kako podrobno poznajo. In sem si jaz pa vzel ta svet, ki ga je Van Dot itak že preslikal iz ljudskih pripovedi v tistih krajih. Se pravi, vsi te liki, ki jih Van Dot uporablja, razen Kekca, so že prej živeli v ljudskem izročilu. Kekec je bil tako, mislim, da Kuštrovčev Mihac. To je bil nek pripovedovalec. Anja Štefan je veliko ga raziskovala, Smerinjekov ata, ki je pripovedoval tam še po drugi svetovni vojni v Kranjski gori in so ga tudi posneli pa v te njegove pripovedi. No, glavno, sem rekel, kako jih uporabiti, in sem izpostavil tako neka dva konflikta, ki sta se mi zdela, pač skozi je ta bedanc, če rečeš bedanc, točno veš, nekaj hudi gozdni mož, ravpšic, skozi slovita male, Kekec je pa tak, malo je nagajiv, ampak dobrega srca v svojem bistvu, tudi če kdaj koga vžene v kozji rok, malo dobro srce. In jaz sem pa začel tuhtati se, pač, kaj bi se zgodilo, če se ti dve perspektivi zamenjata. Mehen prizna, da je bilo malo, od nekje je preletel en tak delček iz Pasjega moža, ki ga prevajamo. Da je v Pilkija, ki tam je en lik Petrček, ki je zlobni maček, ampak ki se hoče pol poboljšati. In je še celo tako, da njemu pač ga vsi gledajo kot ti si bil v zaporu, ti ne moreš biti dober, pet stran, nočemo te tukaj, Se pravi, kako se to spremeniti? In sem rekel, kaj bi se zgodilo, če bedanc pros Kekca, če se lahko za en dan zamenjata, razlog je zakaj zelo... njegova mama bo prišla na obisk. In zdaj noče, da bi mama videla, kaj je z njega bedančka ratal. Dejansko potem pač bedanc nekako pogrunta, da to, ko se začne malo lepše vesti do drugih, koliko tudi več nekih lepših stvari on nazaj dobi. Kekec pa, ki ga imamo, ima pa zraven rožleta, ki je pa zelo v te, pač ena stvar, ki se mi zdi tudi, ko smo se prej, glih o tem mladini, pa da so empatični, ampak je zelo pojav teh moških vplivnežev, brofluencerji, ki jim pravi, to so te, ki razlagajo, kako pa kaj moraš početi, da si pravi moški, pa zdaj to, zakaj bojo ženske zraven delale, pa mi bomo tle mišice napenjali, pa najmočnejši bomo, pa vse, pa tak moraš biti, če hočeš uspeti. In je Rožle en ta lik, ki vse to spremlja in Kekcu začne na uho, te stvari pol, in Kekca pol, tudi te stvari potegnajo not. Se pravi, da pokažeš, da tudi to, da si ti dober, dejansko ni neko splošno stanje, ampak da je stvar, za katero se moraš stalno truditi. Se moraš stalno živeti, če ne te potegne. In pa na koncu imamo ta clash, kjer je bedanc na strani dobrih, Kekec in Rožle sta na strani slabih. Vse skupaj je pa zapakiran v še eno zunanjo grožnjo, ki hoče en direktor zravnati, zabetonirati se njihove pašnike pa gozdove, da bo tam naredil Planšarlandijo, veliki nakupovalni počitniški center, in se morajo pol oni še s tem ubadati. In je tudi super, pol so te ideje, ki so se pravi tega, ki je Matjaž Pograjc prevzel režijo, Elvis Jackson delajo glasbo, kar je super, se pravi ne samo za tamale, tudi predvsem za našo generacijo, ki ima otroke toliko stare, ki smo v Elvisih tudi gor rasli, tako da se mi zdi, da bo zelo ena taka dinamična predstava, ki bo mlade pa tudi starše in nasmejala in jim dala neki zraven zamisliti. No, smo povabljeni in bo na ogled večkrat. Tako je, vsi lepo povabljeni na eno dozo predrugačenega Kekca. Kako je, Boštjan Gorenc, biti v tem ustvarjalnem procesu, predvsem pa iz dneva v dan? Se vam kdaj oglasi nek strah pred usihom idej? Ali imate zdaj že tako dobro mrežo teh soustvarjalcev, med sebojno se podpirate in ker ste v tem procesu inovativnosti, je teh idej res toliko, če jih vam zmanjka, se pa najde kot drugot nekdo, ki vas pa povabi. Je zdaj ta mreža res že lepo razvita? Ja, to sta se mi zdi dve stvari, ki sta tukaj. Ena je ta pač, da na srečo sem zdaj toliko in prepoznan zaradi svojega dela in toliko pač, kaj vse počnem, da sem v poziciji, kjer mi ni treba trepetati, da ali bo prišlo naslednje naročilo oziroma naslednje delo. Se pravi, da vem, zdaj, če gledam sploh to, kar mislim, da sem do konca tega koledarskega leta, imam se tisto, kar imam v načrtovanju, da bom imel časa v pisarni za pisanje knjig, predstav pa tega imam, mislim, da že čisto zapolnim pa prevajanje, pa seveda so tukaj še nastopi in vse drugo. To imam, ampak je pa druga stvar, ki se pa tle
mogoče tudi to, da zaradi tega sem v zelo takem blagoslovljenem položaju, ki si lahko pa tudi kdaj prvošam, da si vzamem frej čas. Ker to je pač žal, ker sem ven iz te, rekel, prekerne situacije, v kateri je žal velika večina ljudi, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo, pa jaz na srečo imam pač toliko razvajen, se pravi tudi neke komercialne stvari delam, da si lahko prvošam pa rečem, ker vidim, da je mogoče že preveč bilo, rečem, en teden pauze, zadiham, umirim glavo, gremo naprej, ker sem bil tudi že slabih 10 let nazaj na tem pač, da pregorim in takrat si vzel si vse zato, ker nisi vedel ali bo. Druga stvar je pa bolj to, jaz trpim za nekim tem kroničnim, se Angleži reče ta imposter syndrome, se pravi neki sindrom prevaranta, se pravi, ko imaš zmeri, ko ustvarjaš, imaš v glavu en glas, ki ti pravi, pač tebi se vse do zdaj sam posrečal, tebi se vse sam uzegnal. Krat bojo pogruntali, da blefiraš. In mi žena dosti reče, če bi skozi sam blefiral, ne bi mogel tega narediti, le koliko let imaš pa teh projektov, ampak skozi neki vzad malo tistega, a še znam, ali je, kar je mogoče po svoje tudi dober, ker te potem majčkeno dodatno spodbode, da ne greš preveč ležerno v stvari not. Ja, neka ne ravno strogost, ampak zahteva do sebe. Ja, zahteva pa še več. To pa malo enega dvoma, a je to res to, kar ne vem, zdaj, ko gleda, tudi to so skozi, ker se spomniš, ko si bil otrok, pa zgleda odrasle, kva vse so počeli, pa odrastaš, pa veš, ne, se večino cajta sam pač greš, kamor te nese, pa se delaš, da razumeš stvari. Zdaj se odraslo, obvladamo, vemo, kam je treba položnice dati, vemo, kam je treba za dohodnino poslati, kam je treba uno stvar. Kaj je potem neka gotovost, kam greste po tisto varno zavetje? A je to družina? Ja, definitivno je to, da imam možnost, da se odklopim, da je pač, ko ne vem, je določena ura, seveda pač, če gre za neko delo pisarniško, se pravi pisanje, prevajanje, če niso to nastopi, da pride ura, ko ni tam sred popoldneva, ko se ne javljam na telefon, ko ne gledam več stvari za delo, ampak sem preprosto v tem krogu, kjer mi je najlepše, pa se pa prepričujem, da bi se mogoče še eno stran danes več učilno, da jutri nav treba, pa zakaj še una naloga ni narejena in vse te radosti starša najstnika. Verjamem, Boštjan, da ste kdaj tudi v precepu, a bi si ustvaril življenje na takšen način, da bo več te gotovosti že vnaprej predvidenega. Če vam bo to uspelo in če bi vam, bi hitro začelo primanjkovati pa te vznemirjenosti, čeprav je zdaj zahtevno to, ne? Ja, ampak sem bil, pa če sem delal, ampak tudi 16-17 let tega na Mladinski knjigi sem bil skoraj 2 leti, urednik za mladinsko leposlovje in kakor je bil super, pa kakor sem se takrat kot urednik naučil nekih stvari o prevajanju, ko delaš z drugimi, pa o pisanju in vsem, ampak nisem, poznam svoje omejitve in jaz nisem izvedbenik, jaz nisem sej izpelan, kam jih kdo da, pač ne vem, da je to zorganizirati polno, ampak raj prepuščam drugim. To ne vem, se mi zdi, jaz sem da tenstam ideje, dajem ideje, da jih spravljam na papir, jih spravljam v besede, z organizacijo zdaj se pa tisti, ki spet bolj obvladajo teh stvari, raj dajejo. Kakšen je pa ta svet prevajanja za odrasle glave, ko je lahko občinstvo zelo, zelo zahtevno, ko je pa ta teža besedišča pa res na nekem drugem nivoju. Če je treba lepoto čim bolj poenostaviti, da razumejo otroci, se ne govorim, kaj je lažje, težje. Ja. Ta svet tudi prevajanja za odrasle, resne literature. Fantazijska, zdaj ne vem, kako so resne, ampak čeprav je res, da za zadnje čase veliko več delam avtorsko, prevajam bolj res še otroške stvari. Se mi zdi, da tukaj je, zdaj, če prevajaš fantazijsko literaturo, to običajno pomeni, da se pravi, slovenščino se iz angleščine prevajajo stvari, ki že imajo neko določeno zaslombo oboževalcev, bralcev, ki so znane, se pravi zelo malo, da bi imeli kakšne serije istočasno s tem, ki izhajajo, prevajajo še najbližji, mislim, da je bil Harry Potter, ker mislim, da smo ga s prvo ali drugo knjigo v angleščini začeli dobivati pol tudi v slovenščini. Ampak tle tudi raslo, se pravi, je to, da so ljubitelji teh knjig, tega žanra običajno zelo zagreti
in potem tudi zelo zaščitniški do tega. Ne? In potem imajo že večino ljudi ima svoje ideje, kako bi bilo treba kaj prevesti, ne? In potem, če nisi prevedel točno tako, kot so oni mislili, zna biti ogenj v streh, ampak na srečo, zdaj Martin ni tega pisal pred 50 leti, tako kot Tolkien, ne? Ker so se res kresala kopja, ampak mi je uspelo dejansko s temi prevodi pesmi Ledu in ognja, tako da so bili zelo, zelo pozitivno sprejeti. Je bil pa to zame, takrat zelo velika, ne, se iz teh kratkih knjig šel na nekaj, kar ima 1000 strani. In tukaj je, sploh pri fantazijski literaturi, je nekako to treba iskati to mejo med tem, kaj pustiš v originalu, kaj boš zaradi tega, da bodo ljudje razumeli od nekih imen, krajev, pa to po Slovenijo, koliko predstavljaš, seveda je to tudi odvisno, kje se original dogaja, ali je to nek fantazijski svet, ali je to mogoče v neki Angliji, kar vse skupaj bo oteži. In da žongliraš s tem, iščeš, kako čim bolj potem tudi stvari iznajti te besede, iznajti ta imena, da bodo zvenela tako, kot da so že kar nekaj časa v slovenščini. Ne? Se pravi, da ti ne zvenijo tuje. En tak primer, ki ga običajno povem ob takih priložnostih, je grad River Run iz Martinove pesmi Ledu in ognja, grad, ki je lociran med dvema rekama, na sotočju dveh rek. Se pravi, River Run je sicer citat iz Joyceovega Finneganovega bdenja, kjer na začetku opisuje Dublin in reko in je ena od teh fraz je potem River Run, River Through, in je Martin to vzel. Si rekel, zdaj tega itak nimamo prevedenka, pa da bi se s tem neki šel, in sem iskal. In najbolj logična stvar pravzaprav, kaj je, se pravi, ti imaš grad med dvema rekama, to so medvode. Ne? Ampak, če bi mi jaz dal v fantazijsko zgodbo grad medvode, bojo vsi ven popadali. Ne? Se pravi, vsi bojo rekli, ne, čakaj medvode, zakaj ne? In je potem nastala rečnjava, ne, iz tega. Po drugi strani sem pa za neke serijo nekih otokov, ki povezujeta dva kontinenta, Stepstones, sem pa izkoristil pa ledinsko ime iz Alp, ki pa pač ni toliko znano, prehodavci. Ne? Pač ni toliko znano, da bi ljudi ven potegnili, ampak takoj pogruntaš, poveš, kam pride. Zdaj, jasno, zahtevnost potem jasno za odrasle je in v količini besedila in v nekih prijemih potem slogovnih, ki se jih sam avtor poslužuje, ampak vseeno je pa majčkeno potuhe. Ne? Lahko zato, ker imaš ti, se pravi, ta zadnji Martinov prevod, ki sem ga delal, je imel na koncu 2.250.000 znakov s presledki. Ne? Če tam vmes, kje je kakšen stavek, kaj mogoče kanček krevljast, da ne stoji tako glih, kad ima majčken šepa na eni strani, pa če je par takih stavkov vmes, jih ne bo noben pogruntal, se bodo izgubili. V tem. Imaš pa ti slikanico, pa imaš noter 20 stavkov. Ne? Tam mora biti pa vsaka beseda točno tam, kjer mora biti. Ne? Tako da recimo potem slikanice, veliko več nekega piljanja je potem, sicer tudi zato, ker je lažje, se pravi, če imaš ti 1000 strani, pa vse, da bi šel 5krat čez, niso honorari taki, da bi lahko, si toliko prvoščil, ampak pri slikanicah je pa super in potem žvečiš besede, jih izgovarjaš na glas, da vidiš, kako bojo. To se tudi zgodi pri svojih pravalcah, kadar jih pišem, pa jih pa zmeri na glas berem, čisto zaradi tega, da vidim, kako pride zven, tudi, kaj jih bom sam pripovedoval, oziroma in vidiš, da se kje zatika, pa popraviš te stvari. En od ljubših prevodov v zadnjem času je bil knjigica, slikanica Du is tak, v originalu je, pa zdaj se avtorice ne bom spomnil, je pa knjiga o nekem travniku, neki rožici, ki raste in žuželkah, ki jo opazujejo in kaj se dogaja. In je napisana v izmišljenem jeziku, v žuželščini. Se pravi, avtorica je napisala knjigo, pač tekst v angleščini in si potem izmislila svoje besede za to angleško žuželščino. Jaz sem pa potem kot prevajalec dobil original angleško besedilo. Zdaj sem ga mogel potem to angleško besedilo najprej v slovenščino, zato da sem imel stavčne strukture in na to se igrati. Kaj bo glagol biti, kaj bo
to, kaj bo to. In prav žuželščino abecedo izumljati. Tako prav slovar, ne, in sem pol ne vem, da je ta du istak je rata, kaj je to, ne, je zviže brun. Ko smo se z urednico pogovarjali z Ireno, ne, je rekel, da želi tak cvrčeč jezik. Ne, se pravi, žužki cvrčijo, se pravi, zej, vej, žej, te seji noter posod. Doskrat sem pa tako besede, ne, da sem vzel besedo, pustil zloge, kakšen samoglasnik pustil isti, pa pol te glasove noter dal, ne vem, pajek, neumni pajek je rekel, da budni špandler. Ne, ampak in je super ta knjiga, če zaradi tega, ker recimo, ko mladina to pol bere, oziroma starši bolj berejo, ne, in je tako kaj misliš, da je tukaj rekel, ne, da se tudi malo naučijo že razmišljati o jeziku samem, ne, kaj pa tukaj rekel, in pa, to so zdaj tokrat ponovili, ta du istak, ne, kaj je to, se sprašujejo, ne, zdaj pri angleščini to še lažje, ko imajo nedoločni člen, pa določni člen, pa so lahko še take mini besedice, ki ti pomagajo, slovenščina tega nima, sem se s kakšnimi drugimi stvarmi malo pohecal. Ena znanka je razlagala, kako je to brala otroku in bil tam malo toliko navdušen, rekel, super, zdaj je znam žuželščina, zdaj bom jaz jutri šel v gost in bom najdel eno mravljico in se bova pogovarjala. Ja, domišljijski svet se zavemo premalo pomena. Pa tudi domišljijski svet, za domišljijski svet je ponavadi potrebna stvar, ki nam jo danes vsem primanjkuje, in to je dolg čas. Zato, ker imamo vsi te motilce pozornosti okoli sebe, vsi gledamo v telefone, na računalnike, v televizije, karkoli je skozi in niti nimaš časa. Recimo, tudi ta moja knjiga, si že kdaj pokusil luno in nastaja pač iz tega, pač iz dveh otrok, ki se dolgočasta in si naredita igro iz kartonaste škatle. Ne? Nekaj, kar danes pravzaprav se zdi to doskrat tudi pravim tam malim otrokom, ki jih obiskujem, pač želim, na koncu ne rečem, želim, da bi vam bilo dolg čas. Kad je dolg čas, boš imel najboljše ideje, kako ta dolg čas pregnati. In takrat začne domišljija teči. In tudi mislim, da odrasli bi morali to imeti, da bi si morali pstiti ne tega strahu, da pa strah, si tak ni to strah, kot je to, da smo navajeni, da smo odvisni. Ne? Naši možgani so tako, ki skozi te neke nove držlaje dobivajo, ne, z vseh strani. Se lahko rečeva, so leni. Niti ne, da so leni, bolj zasvojeni. Se pravi, možgani, ne, pač, ki ti možgan dobi novo informacijo, se malo dopamina dobi, ne, in je tako, kot otroka mu dal en bonbon in vidi nova informacija in nova, ne, in internet je genijalen, zato ker itak sam gledamo, naslov, pa gremo naprej in ti sploh si ne vzameš časa, da bi prebral. Ti dosti, novo in nam je pač pozornost šla v franže. Ne? In glih tukaj je pa ta pomen knjig in branja, pa se zdi, da prav, čeprav je res, da kot medij ali knjiga ali e-knjiga pač vsebino dobiš, ampak pa jaz sem vesel za bralnike, ki greš nekam na počitnice, da lahko na tanko tablico neseš sabo in z njih bereš in je mir. Sploh za avion je super, ne? Da ni treba 4 kovčkov dodatnih plačevati. Ampak sploh papir, ne, papir, ki že telo drugač dela, drugač držiš, lažje je, se pravi, prednost papirnate knjige tudi ta, recimo, kaj bilo že stran nazaj, veliko lažje prelistaš, kakor tam po bralniku, in branje zahteva tvojo pozornost. Ne, se pravi, vsi zasloni od nas nam ponujajo preveliko možnost izbir. Oni nam pač dajo, tle se nam derejo, to klikam. Knjiga ti pa reče, stop, zdaj pa hočem pa tvojo pozornost sam zase. Ne? In problem je, danes, ker naši možgani tega pa niso več navajeni, ker so kar pač, jaz sebe danskrat tudi zasačam, ker se zgodi, ker imam nek daljše obdobje, ne vem pač, da nisem res bral knjig. Ko vzameš knjigo, si tako na prvi 2 strani sam malo gruntaš, kam boš kliknul, kam moraš zdaj klikniti, kam bi šel, zakaj. In se moš presiliti, ampak glih to je tisto, kar danes potrebujemo, da pač ta branje je neke vrste fitness za možgane, ker ravno s to koncentracijo, s tem osredotočanjem mi urimo možgane, mi jih treniramo zato, da bodo potem sposobni na drugih področjih tudi biti
osredotočeni na nalogo, ne pa da bomo, tudi ko bomo nekaj resnega delali vmes, še šli malo gledati. Kaj je najhujša stvar je, ne najhujša, ampak ena od teh stvari je to, ne, da zdaj vsi smo se odvadili gledati filme tako, ampak večina ljudi gleda filme s telefonom v rok. Ne? In si jim malo vmes še zraven malo pogledaš, ne? In zdaj te razni pretočniki. Netflix recimo sploh zahteva od teh, ki delajo za njih filme, da morajo takoj na začetku, tisto, kar je bilo ponovadi prišparan za zadnje, tretje dejanje, neka velika akcijska, ena mora biti že takoj na začetku, zato da te sploh kup, ne? In zaradi tega, ker vejo, da ljudje zraven gledajo še na telefone, imaš pol to, čemur je se skozi nekaj film izogibal, ki pravijo, ne, pokaži, ne govori, ne? Show, don't tell, da morajo ljudje skozi ponavljati, se pravi, igralci se morajo pogovarjati o tem, kaj je bilo, zato da opozorijo ljudi, ki ne spremljajo dobro. In to je, zdaj, glih na letošnjih Oskarjih je Conan O'Brien imel super, je naredil na ta način iz Casablanke, kjer je on postal klavirju, ne, in se s pianistom pogovarjal s Samom, ne, in je tako, zdaj smo pa tukaj do Casablanki, tlele sred vojne, ta druga svetovna, to je ta skit, to je to, ne, to pač vse tako pač že do absurda prignano, ampak to je to, ne, pač ta, se zdi, tle največ izgubljamo pol in z koncentracijo, sposobnostjo pomnenja in pa tudi z domišljijo. In jaz se ne bom delal, da sem kaj precej drugače. Recimo, jaz večino nekih teh stvari, kjer moram aktivno razmišljati oziroma si izmišljati stvari, jaz opravim to v avtu. Zato, ker pač med vožnjo, ko se ti peleš na nastop, imaš uro pa pol, imaš samo cesto. Ti pač takrat ne gledaš na telefon, si daš muziko, ampak včasih si dam prav za naš tišino in ko si osredotočen pač na vožnjo in zraven premlevaš, zdaj moram tisto stvar pisati, kaj bi se lahko zgodilo, kaj bi se, ker nimaš stvari, ker ko se doma usedeš, čak se lahko pa še to pogledam, ali pa zdaj je en mail prišel, pa neki in te mot. V oči mi je padlo posebej tudi letos pred zaključnimi izpiti, ko se je znova izpostavljalo, v kakšni stiski so mladi, ker zbirajo te točke. Fokus vsega izobraževanja. Tu ste se, Boštjan, znova vi oglasili, podpreti mlade. Vem, da so v stiski, vem, da je pomembno, da zberejo tisto število točk, da pridejo na šolo, pač smo v sistemu, kjer je tako, ampak mislim, da pač to je predstava NPZ, ni panike, tako, znamo, s katerim sva Sašotom Staretom skušala mečkan olajšati učenje književnosti, pa mečkan slovnice. Namreč imam zelo dobre izkušnje s temi izobraževalnimi predstavami že 4 leta in pol tega. Sva z Nikom Škrlecem, pa Marko Bulc je bil zraven kot nek sodelavec za režijo, sva postavila predstavo Reformatorji na odru, ki je temeljila na mojem stripu, Reformatorji v stripu, ki so ga naredili skupaj z Jakom Vukotičem, pa dr. Kozma Ahačič je bil zraven, zato sem se sploh upal lotiti tega, se pravi strip o Dalmatinu in Bohoriču, ki je nastal na pobudo Kulturnega doma Krško v Bohoričevem letu, skupaj z založbo Škratelc, pa za predstave še Cankarjev dom zraven prišel. Je zgodba o tem, kako smo Slovenci, pač mi smo pa to zapakirali kot to ilustrator Jaka se spomnil, kako smo Slovenci dobili prvo res dolgo knjigo in eno krajšo, ki je opisala, kako pišemo. Ne? Se pravi, celoten prevod Svetega pisma in pa Zimske urice, prvo slovnico. In ker sem videla, kako pravzaprav mlade skozi nek smeh, skozi zabavo lahko pač vržeš na finto, da poslušajo tudi stvari, kjer jim bi mogoče drugače rekala dolg cajt, ne. So rekli, dajmo to probati še naprej, ne. Ker recimo zdaj te reformatorji, mislim, da so jih z Nikom več kot 100, kar definitivno se že pri tem številki 150 bližava. Med drugim sva lani igrala v Tübingenu na univerzi za Slovence, kar je bilo tudi zelo čarobno, ne, se sprehajati po ulicah, kjer je Trubar hodil, ne, in potem tam biti na, takrat, kot so temu rekli, vse učilišče. Ne. In pa sem pa, ko sem gruntal za novo predstavo, pa Saša Stare je pa, da se poznava že skoraj 30 let. Jaz sem bil njegov mentor na gimnaziji za improvizacijo in sva se skozi potem pač pa naprej v kudu, pa stand-up, pa vse. Sva skozi povedala, enkrat morava nekaj narediti, nekoč morava nekaj narediti in potem padla ideja, da deva pa zdaj in ko sva tuhtala, kaj bi,
nekaj tazga, so prišla na to in tudi rekel, da pač mene tudi poznajo, šolari zaradi oddaj, ki jih vodim, se rekel, da pa pol ne, so neki za mladino narediti in pa, ko smo tukaj, kaj bi bila tema, se rekel, deva, pač jaz književno so vladam, fiske jaz ne bi upal razlagati, se rekel, deva narediti nekaj v literaturi in pa so gruntala in so videla, te NPZ-ji, se to izmeri pa strah, pa kaj bo, pa vsi skozi, pa zakaj se ni že v prvem razredu začel pripravljati na to. Deva narediti na tak pregled te književnosti, ampak ne na tak način, da jim bova midva zdaj šla tja pa va reka, morate prebrati to knjigo, to je to, pa to, morate prebrati to knjigo, to je to, pa to, ampak da jim malo skozi improvizacijo, malo skozi narejene prizore, skozi dialoge pokaževa ta različna obdobja. In potem midva sva si za en del predstave vzela za osnovo ljudsko pesem o Pegamu in Lambergarju in jo potem odigrava tudi, kako bi bila v različnih literarnih obdobjih. Se pravi, kaj bi bilo pa tam potem s temi liki, ali pa narediva pesem o dogodku, ki se je zgodil med šolsko malico, tako da se izmenjujeva, da en govori kot lirska pesem, en pa kot epska pesem. Se pravi, da dava midva mladim ne nekih faktov, ampak da jim skušava pomagati zgraditi nek aparat, s katerim bodo sposobni potem sami analizirati stvari. Se pravi, da to ni piflarija, ampak nekaj, kar bojo lahko uporabljali tudi naprej. In tudi potem se pogovarjamo o filmih, pa delava improvizirane prizore, pa jih potem skupaj analiziramo, pa kaj bi bilo. Tako da in zdaj te prvi odzivi so bili res dobri. Je odlično. In sva zelo, zelo, zelo zadovoljna in zdaj čakava na novo šolsko leto, na novo dozo, ker zdaj se itak NPZ že mimo, potem pa nova doza v naslednjem letu. In te šolske predstave so super tudi zato, ker se generacije skozi menjajo in imaš lahko potem skozi nove in nove navdušuješ. Ne bi bilo krasno, da bi bilo takšno šolsko gradivo. Ja. In bi učitelji na takšen način predstavljali stvari. Saj, če govorimo o dobrih profesorjih, ki so nam ostali v spominu, so imeli vsi drugačne pristope. Ja, je pa res, da v stanju, ki je, pa v tem, koliko je pravzaprav tudi en zelo velik del, koliko je neka administracija zraven, pa vse potegne, je res včasih tudi malo zmanjka časa za kaj tazga. Čeprav je tudi res, jaz, ko hodim po šolah, tako, ko hodim za te bralne značke in pa, ker če rečejo, zakaj vi niste naš učitelj za slovenščino, rečem pač, danes ste to rekli, zato, ker sem bil tukaj in sem imel zabaven nastav. Ta prvič, ko bi cvek dal, ne bi zapsekal, ta pižama, koliko je težko. Ampak glih to je pravzaprav sreča, mogoče glih to nas, ki se s tem ukvarjamo na ta način, da lahko pridemo, pa ker izven nekega, bi rekel, tega rednega, neobremenjeno in lahko pokažemo. Nam je važno, mi bomo dali to osnov, nimamo pa zdaj zraven, moramo pa še to povedati, pa moramo to upoštevati, ker se bo tam preverjalo, pa zdaj ali bomo na ta način preverjali, pa ali smo dosti tukaj, pa zakaj smo zdaj že 4 dni vzad za učnim načrtom, pač skrbi, ki jih imajo učitelji. Se pravi, tukaj, ampak to se zdi, da najbolj pomembno, ta mal otrokom, pa se tudi odrasli smo isti, pač daš nekaj, da se zabavamo in se zraven nekaj naučiš. Čist spotoma. To je recimo tak zelo super primer, je ta angleška kviz oddaja QI, Quite Interesting, kjer imaš pač ti voditelja in 4 komike, ki jim postavljajo vprašanja, ki so ne bi bila splošno znana, pa imamo ponavadi napačne odgovore v glavah, kaj bi bilo, in potem dejansko ti skozi nek smeh, nek zabavni program, še zraven pobereš neke stvari, ki jih sicer ne bi vedel. Ker imamo željo, da bi si zapomnili. Saj to je tudi bistvo vsega, tudi učenja, da si zapomniš, ampak kaj, ko je toliko zelo malo stvari, ki res ostanejo. Samo nalaga se. Zato jaz otrokom pravim, pa si tudi za odrasle to velja na nek način, pač dajte vzeti vsake toliko časa res kakšno knjigo, tako, kot sem prej rekel, ki ti da sposobnost osredotočenja, ker kaj to pomeni? Ker se ti mora učiti osnov, kaj ti je res dolgočasno, ker res umiraš zraven, ker moraš to brati, če se boš znal osredotočiti, lahko vseeno se dosti hitro naučil za to, kakor misliš, da rabaš. Če pa ti tega osredotočenja nimaš, bojo pa ure in dnevi šli brez haska. Brez haska. In tukaj se zdi ta poudarek, ki ga moramo, bi se ga mogli, se pravi, to
možgane uriti v tem, da si bomo lažje zapolnili stvari. Ker če se učimo prisotnosti, kot ste, Boštjan, rekli, potem bomo takšni tudi na vseh ostalih področjih življenja. To je res zelo, zelo dobra misel. Če ta ostane, sva veliko naredila. Da sploh ne govoriva o tem vašem navdušenju, strasti do besede, do moči izraza, kaj vse beseda ustvari, ne samo poustvari, ampak kakšna inovativnost samo z besedo. Pa ne, pravzaprav to so besede, ki jih večinoma vsi poznamo in kako pa sestaviti te besede na nek še neviden, na nek nepričakovan način, kako iskati. Meni je največji užitek brskati po kakšnih starih zapiskih, sem zelo reden gost na digitalni knjižnici, na dali.si in pol tam dol, ne vem, časnike iz srede 19. stoletja, pa gledaš malo, pa kaj so pisali, pa gledaš, ne vem, iz začetka tam 20. stoletja, pa gledaš to, pa rečeš, to je pa zdaj ista štala, kot jo danes gledam, pa se vse ponavlja, vse je ciklično. Prve številke Slovence, na primer, nedolgo tega mi je nekdo prenesel in tam bereš in si rečeš, nič kaj dosti drugače. Vojne razmere, tudi politične, drugačne argumentacije. Tudi šale noter še zmer toliko šepave, kakor zdaj v časopisih. Ja, in se zdi ena stvar, ki je to, se zdi, da je Kozma Ahačič zelo velik naredil za to percepcijo, tudi pa se jo jaz trudim širiti, ker on doskrat se meni zgodi, tudi oni pravijo, da kdo prije od tebe pa reče, tudi recimo mi, ko imamo ta podcast, če veš, kaj mislim, kjer na šaljiv način rešujemo težave, se pravi, jih ne rešujemo, ampak se delamo, ker če imaš podcast, moraš pametovati. Doskrat tako pa piše, pa se opravičujem pižami za slovnične napake ali pa kaj tazga. In doskrat so tako ljudje, ki imajo kar strah potem, zato ne vem, ker so jih v šoli morili z nekimi vejcami, a bojo zdaj prav ali ne bojo, da pol ne upajo. In se zdi da česar se moramo zavedati, je to, da je jezik, sploh naš materni jezik, jezik, v katerem smo rasli, to je jezik, v katerem živimo, jezik, s katerim razmišljamo, se pravi, čutimo, da je to naš jezik in da se ga nam ni treba bati. Da moramo pozabiti na ta strah, o moj bog, bom jaz zdaj nekaj narobe povedal, ali bojo vse, zdaj, ko govorimo o nekih uradnih pa besedilih, pa knjižih, pa to jasno, seveda, tam mora biti norma, ampak če se ti pogovarjaš z nekom, pa narediš neko bežno napakico, ben te zaradi tega ne bo prebijal na pranger. Meni gre to toliko na živce, te Facebook skupine, ki so lejte te napake, pa se vidiš, ena napaka na 100 je res taka, ki si rečeš, to je grozen, druge so pa, nekdo se je zmotil, zakaj se je zdaj treba to norčevati iz tega. Jezik je res tist, kar nas dela, kar s tem razmišljamo, in strah je grozna stvar in se zdi ravno to, da res Kozma Ahačič skozi to poudarja, imejmo radi jezik, igrajmo se z njim. To je živa stvar, sami jo oblikujemo, skozi nastajajo nove besede, nekatere se poslavljajo in meni je zato jezik toliko všeč, ker kogarkoli ga poznaš, vedno bo tam še nekaj, česar nisi odkril, nekaj, kar te bo se zelo, kar bo rekel, se res, in boš najdel neko povezavo med dvema stvarema, na katero mogoče sploh nisi pomislil in tako se res ne, te besede so tukaj, oziroma po drugi strani pa lahko tudi iz besed ne delaš kakšne take zaključke, ki so zelo za lase privlečeni. Meni je najljubša ena teorija, ki pravi, da je slovenščina najstarejši jezik na svetu, zato ker so besede to, kar pomenijo, recimo, ker je miza zato miza, ker mi za njo sedimo. Tako ima mogoče mečken, ne moreš glih vsega, kar je podobnosti, ali pa da smo Slovenci Angleže naučili govoriti, in zato vrana krav, ker je on Anglež kazal na streho, pa je Slovenci rekel krav, in je on, krav, to je kar smešno. Ampak vse take neke stvari ti da jezik in predvsem
Super je tudi to, ne, zmeri pravimo, kako smo majhni, kako je naš jezik majhen, pa ne, boglem, pa ni, ne. Mi smo za več kot 2 milijonoma govorcev, mi smo v vrhnih 6% jezikov. Mi smo imeli 12. prevod, ne, celotne Biblije v ljudski jezik. Mi smo imeli z Bohoričevo slovnico, mi smo dobili 9. slovnico sodobno napisano, ne. To je, ker skozi smo zraven. Zdaj imamo v zadnjih 15 letih to, kar dela, ne, se pravi na Franu Ramovšu na inštitutu, to z vsemi temi elektronskimi slovarji, tezauri, drugimi urodji, ki so to, mi smo res močen jezik. Jaz se spomnim, ko sem prevajal prvo knjigo iz pesmi Ledu in ognja, takrat za starinske besede, vedno obstaja Pleteršnikov slovar, ampak Pleteršnikov slovar iz let, mislim, da je 1892 ali 94, je bil takrat, ni bil še ponatisnen in so imeli v knjižnicah, se pravi, 110 let stare izvode, ki jih niso posojali. In pa sem jaz šel v Kranj v študijsko čitalnico, rekel, lahko to knjigo, in potem sem za une besede, ki se mi je zdel, da bi znale obstajati tam, kjer ne bi bile po abeced koreni, brskal, kaj bom uporaben ga najdu. Ne? Pa kasneje, zdaj pa imaš in Pleteršnika, so itak ponatisnili, imaš ga v e-obliki, imaš ga, ne, se pravi, ti, ko greš na fran.si, ti vpišeš in ti pokaže vse slovarje, ti greš to gledati, kaj bo beseda v 16. stoletju, ne vem. Ta prvi Pleteršnik je bil, ko so ga digitalizirali, bil od Amebisa v tej zbirki slovarjev, ki jih najbrž vsi poznamo, ki smo jih imeli na računalniku. In sem pa tako iskal, da ker je bil to slovensko-nemški slovar, slovensko besedo vzel nemško besedo, pa nemško besedo upisal v iskalnik tega Pleteršnika, da sem dobil starinske prevode zanjo, pa iskal. Zdaj imaš pa vse to z enim klikom od tega, da imamo zdaj frazeološke slovarje, da se ni treba tukaj, kaj je že un frazem z žogo, ne, in greš, piše žoga in ti vse frazeme ven vrže, daje ti stvari, zaradi katerih se potem lahko bolj bogato izražaš, ne, in predvsem se zdi pomemben tudi to, kar teženje, lahko rečemo temu teženje tehnološkim velikanom, od tega, da smo končno dobili Appleov sistem, ne, Appleov telefonski vmesnik v slovenščini, da ni treba zdaj, ko naši starši uporabljajo Apple, da so mogli na hrvaščini imeti, ker drugače niso razumeli. Od tega se tudi že podnapisi, ker tukaj tudi to doskrat smo tako vsi veseli, ne, pa se naš je pa 7 let, pa že fino tudi angleško razume, ker gledamo risanke, ampak problem je, ker pol je preveč tega in nimajo pa vsebin tudi v slovenščini, ki bi jih zanimale, in potem so to stvari, ki jih je potem treba kasneje, namesto da bi že skozi odraščanje pa formiranje se privzgojile, jih moraš potem kasneje, ne, reševati, in zato je pomembno pravzaprav, da res te stvari, ki jih mladi pa tudi odrasli beremo, gledamo, poslušamo, da je možnost spremljanja tega tudi v lastnem jeziku. Imamo močan jezik, kot ste rekli, Boštjan, in lepo zapisano, in upam, da se bo tudi uporabljalo. Ja. Podcasti so bili že omenjeni, ja. Čeprav zelo pisoč človek doma v svetu in analognega, ampak vidim, da tudi v razvoju zelo vse, kar je novega, Boštjan, vam je znano. Kaj vas je pritegnilo, da ste šli v ta medij? Dejansko se je začelo to, se pravi, zdaj mislim, da je že pred 13 leti, se pravi, ker še ni bilo medijska krajina, je bila zelo različna od danes. Te podcasti so komi bil je Jonas, ki je že tam okoli leta 2006 delal neke stvari, 2007 pa ni zaživelo, temu rekel kar govorne vaje pol in je oddajal in si. Potem so na nacionalnem radiju so že neki začeli tuhtati, in takrat je prišel do mene Anže Tomič, ki sem ga prepoznal sam tako prek interneta, rekel, jaz imam ta podcast, aparatus, kjer imam intervjuje, pa bi te imel, pa sem šel, in smo se pogovarjali, tako kot midva danes, pa je pa na koncu rekel, da ti, ki sprevajal tega Martina, pa za Game of Thrones, bi ti delal zdaj, ko bo nova sezona Igre prestolov, bi ti naredil, bi te zanimal podcast o tem, da bi midva komentirala, pa vse. Se rekel, ja, ampak mogoče se mi zdi tako skodeva reči, zdaj Igra prestolov, pa ne bo pa kakšne neke druge te popkulturne stvari. In tako je nastal podcast Glave, ki je, se pravi, 2013 naprej, vmes se je potem malo vmes se je združil z podrobnostmi
kjer sta bila poleg Anžeta Tomića bil še Boštjan Nahbar, naš košarkaš. Pa smo tisti imeli, potem je nekako so glave spet zaživele ob covidu. Zdaj smo se pa 2 leti nazaj nekako še povečali družbo in zdaj delamo podcast Če veš, kaj mislim, ki, kot rečeno, pač obdelujemo težave naših poslušalcev na zelo tak pretiran način. Potem se pa še igramo z različnimi formati, sprobavamo, kaj bi se vse dalo v tem zvočnem mediju narediti. Poleg tega sem pa vmes še z ženo delala podcast Danes praznuje, za katerega nam je pol žal zmanjkvalo časa, ampak sta 2 sezoni na spletu in bo pa tudi tak, žena rekaš, imamo zmeri so neki svetovni dnevi, stvari, kaj če bi naredila, ne, pač od teh, ne, in so pa imela, in bo ti zelo zanimiv, ker so pač sama sta spet radovedna, oba zvedava brskati za stvarmi in potem so dejansko to, mi so mislili, to jo pač najni vrstniki, ne, najna generacija poslušala in so začeli, ne, to mi ste mali, mi poslušamo, ko so neke nove stvari, pa vse to. In ja, v tem zvočnem zdaj tudi delam za podjetje Špar, delam en podcast, ki je pa tudi zanimiv, ker se pa dejansko dobivam res strokovnjake, ne, ker pač podcasti imajo to težavo, pač večinoma nimajo nekega uredniškega zaledja. Se pravi, in potem gre vse skozi in stvari, ki niso preverjane, mi temu rečemo, to so te podcasti, hvala, ki si prišel. Hvala, ki si prišel, kjer ni nekih nazaj, pa mogoče potem ne tega, to pa mogoče ni res, ne, pa vse. In tukaj sem glih to sreča, zato ker mi res, ko se pogovarjamo o prehrani, o zdravju, s tem, da imam res za sogovornike, imam zdravnice, nutricioniste, se pravi ljudi, ki vejo, kaj govorijo, ne, in se tako da veš pol, da je saj jasno zaslomba. Povejo, na čem argumentirajo svojo trditev, to, na čem je naslonjeno. Da je ne, pa da en pride, jaz pa mislim, to so govorili, jaz pa mislim, da ženske, kaj je to? Kaj je to? Ja. Zakaj ven iz kuhne? Dejansko imaš take stvari in to je groza in to nekritično gre čez in zdaj smo pa spet pri unih, nek smo prej omenjala pri mladih fantih, nekaj pa to slišal, pa se zdi, ja, ne, sej, mogoče ima prav in je škoda narejena. Za piko na i, Boštjan Gorenc, beseda, kakorkoli jo obrnemo, če sva že imela v mislih zdaj podcast, ne glede na to, kakšno mnenje imamo tudi v tovrstnih medijih, ampak se je pa beseda vrnila, priložnost, da se misel razvije. Če kaj, je pa to dragocenost, ker so bila leta zelo pod stresom tudi v radijskem mediju. To je ta, vse kratko, vse dve na minutki, hitro. dve minutki. A to je že, ja. V parih sekundah se je to govorilo. In vse, in dajmo zdaj 15 sekund tega komada, 15 sekund drugega. Predvsem pa argument, nikogar nič ne zanima. Ljudje bi radi danes samo zabavo pa dobro muziko. Hvala Bogu, se je zelo hitro pokazalo, da še zdaleč ni res, da si ljudje želijo tehtnih, premišljenih pogovorov, da daš človeku priložnost in možnost, da razvije misel, ker to nas dela tudi velike, to odpira in domišljijo, in inovativnosti, in mojo sposobnost, da se sploh spoznam, da spoznavam življenje. Če kaj, je pa to doprinesel nov medijski svet. To pa definitivno, da nimaš nekoga, ki reče, 4 minute čez čas. Ja, čeprav midva imava omejenost, ampak vidim, da sva že kar češla čez tisto, kar sva na začetku zastavila. Ampak je bilo nekaj zelo pomenljivih poudarkov, pa predanih, in to je tudi smisel tega najnega pogovora. Lahko narediva zaključek, Boštjan. Skratka, beseda. Mogoče bi citiral se iz predstave, sam, če bom znal, zato ker se z Nikom Škrlecem tam žonglirava tekst, ampak ravno to tisto, kar sem zapravo, pač jezik, ne se bati jezika. Ne, imejte ga radi, raziskujte ga, pa berite, hodite v gledališče. Predvsem pa, če tudi mlajši poslušajo, zdaj glede na to, da tle sva, ne, soseda od gimnazije, kjer, to moram reči, tale gimnazija, ki so vaši sosedi, super publika na maturantskih plesih, zato ker se vidi, ker dejansko imajo tukaj na gimnaziji doskrat dogodke, kulturne prireditve, kamor hodijo starši. In oni, ki jih dobiš na gospodarskem razstavišču, celo dvorano, ko je nekaj na odru, oni gledajo. In tej zmeri užitek pol. Za ljudi, ki vejo, da je... Vzadje. Ja, in no, v glavnem, in to, dajte, če ste v teh najstniških letih, dajte probati, kaj je tisto, s čimer se najlažje
izražate. Pač probavite različne stvari, kako izraziti sebe. Itak seveda, ko začenjaš, najprej kopiraš tiste, kar so ti všeč, jasno, potem pa iščeš svoj izraz in ga najdeš in kombiniraš stvari. Mislim, da smo v svetu, ki nam ponuja zelo, zelo veliko možnosti in dajmo jih izkoristiti na en dober način, na tak, da bomo in mi in ljudje okoli nas imeli kaj od tega. Torej, zelo dobro je, Boštjan, če vas razumem, da začnemo brati stvari, ki nas zanimajo. Ja, o katerih bi radi izvedeli več. To je vstop. Potem pa širimo. Širimo oziroma za karkoli, se pravi, ti, ki čutiš, ne sploh v najstniških letih prijevno, jaz moram to neki svetu povedati, jaz vse čutim nekaj, ne? Da iščeš, kako izraziti sebe. A so ti blizu besede, recimo tako kot meni, a ti je blizu glasba, a ti je blizu ples, slika, film, karkoli, se pravi, in raziskovati in sploh, ker ta najstniška leta, pač tako, kot smo se prej pogovarjali, v teh letih jih še nismo čisto ukolupali mladih in jim nevroni še malo po svoje bliskajo in so sposobni takih idej, ki jih mi odrasli nismo več. Hvala lepa za vse do zdaj narejeno in veliko norih idej tudi v prihodnje, Boštjan Gorenc. Želim res uspeha na vseh teh vaših področjih ustvarjanja, gledališče, beseda, pisanje, prevajanje, literatura. Ustvarjalnosti res ni meja, če vstopamo v vaš svet in naj bo tega še ogromno in veliko, ker beseda nas je določila in z besedo verjamem, da bomo tudi obstali. Ja, zanimivo je obstali, lahko naredim reklamo za naslednjo stvar, zdaj je ravno, ker sicer je šel z isto ekipo, kot so delala že Reformatorji v stripu, so z Jakom Vukotičem zdaj naredila Krst pri Savici, rahlo pregneten, majčkeno spremenjen, tako da ni Prešernov krst, ampak je prosto po Prešernov, ampak zdaj pa že berem knjige o Trubarju, ker naslednja stvar je pa, to bo pa do konca leta enkrat, delovni naslov je Prva in bo strip o Trubarju, o nastanku prve knjige in že tukaj sva že parkrat malo klepetala spet s Kozmo Ahačičem in mi razlagal take stvari in to je to, ko poslušaš človeka, ko govori s takšnim žarom o stvareh, ne, in je neverjetno in ti da pa še tebi zagon, da te stvari potem še bolje oblikuješ po svoje. Pa to bo revijalni strip? Ne, to bo zvezek. Samostojno, tako kot so vsi te, ki sem jih delal za založbo Škratelc. Pa je, ker sva že pri stripu, pa s tem končujeva, je to nek medij, ki je bil že skoraj pozabljen, pa znova zelo blizu mladim? Ne, jaz mislim, da strip je kar skozi. Bil je pa res, da v zadnjem času so končno, pač je tudi malo širše družbeno sprejet, ker pač strip je tako, kot kjerkoli druga zvrst, ne, se pravi, imaš ti določen odstotek, ki je kakovosten, ki je dober, pa določen odstotek, ki je ali šunt, ali pač slabo narejen, karkoli narejen za denar, samo in predvsem strip je danes pomemben, ravno zaradi tega, kar smo se prej pogovarjali, se pravi branje, ne, se pravi branje, in zdaj, če imaš ti nevajene bralce, ljudi, mlade, ki nimajo bralskega zaledja, bralske kilometrine, in ali pa mogoče tudi, ko imaš mlade z raznimi, se pravi, ali je to ADHD, se pravi, z motnjami pozornosti, česar, se pravi, ti pač, ko imate malo motno pozornosti in pač, ko se ga je strah velikih količin besedil, kad daš pred njega knjigo, ne, in vid samo črke, se lahko prestraši. Pač jaz tega, pač meni to ne bo uspelo, pa bi mu, ampak pač meni to ne bo uspelo. In strip je ena taka zelo fina stvar, čeprav se ga bere čisto drugače kot knjige, ne, ker imaš kombinacijo slike in besed, ampak ravno zato, da ti te, ki jih je pa mogoče strah knjig samo črka, da jih počasi za nabiranje kondicije pripeleš tudi skozi te knjige, kjer se zdi količina besedila obvladljiva, potem naprej do tega, da vidijo, se mi gre, pa dajmo probati tudi kaj dažga in tako potem pomagajo pri vzgoji bralcev. Najlepša hvala za pogovor. Najlepša hvala za vabilo. In še kdaj, kaj ne? Z veseljem. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.